Diciamo che è stata una partita vera, come ultimamente succedono a Koper. To je bila prava tekma, fantje so vanjo stopili odločno, takih tekem je bilo v zadnjem času kar nekaj. Povedli smo povsem zasluženo, nato pa skušali dati še drugi gol. Ni nam uspelo in gostje so izenačili po tistem dvomljivem prostem strelu oziroma prekršku. Na koncu smo zbrali dovolj moči, da smo dali še drugi gol in povsem zasluženo zmagali. Questo mi fa molto piacere per i miei ragazzi. Zakaj se je Koper morda v drugem polčasu malce povlekel v obrambo? Io penso che quando una squadra vince è normale che gli altri devono... Povsem običajno je, da ko vodiš, se mora druga ekipa nekoliko bolj posvetiti napadu. Mi nismo toliko napadali, ampak smo bili nevarnejši. Na koncu je pomenilo to, da smo osvojili pomembne 3 točke. Importante che i miei ragazzi portano sempre a casa i 3 punti. Torej, splošen tis po takem drugem polčasu, kakšen je? Ja, jaz mislim, da smo vsi zadovoljeni, vsi fanti so dali vse iz sebe, vsakem čast in mislim, da smo zasluženo zmagali danes. Ampak ne bi bilo te zmage brez tistega gola, ki si ga dosegel? Ja, res je. Bil je, lahko bi rekel, Eurogol, moj prvi gol. Zelo sem ponosen, ampak zasluge ne grejo samo gol, grejo tudi celi ekipi, ki se je trudila in 90 minut zgarala. Morda eden od tistih skritih igralcev, ki je veliko podajal Palčič? Res je, tukaj je Palčič odigral danes vrhunsko tekmo, tako kot tudi Lotrič in Štulac, ki sta danes po dolgem času začela v prvi 11-terici in se vrhunsko izkazala, in tako tudi cela ekipa kot Ivetič, Guberac, Halilović, Simčič, Hadžić, vsi res vrhunska. Ja, to pomeni, da lahko zmagate tudi brez Galešiča in Čovila? Ja, res je, tukaj sta jih Lotrič in Štulac sta jih vrhunsko zapolnila, ampak še vedno se čuti, da ne vem, naprimer v skoku igra, duel igra, da nam nekaj manjka, ampak ne glede na to smo zmagali. In sedaj zvečer navijate, da bi Gorica premagala Maribor? Ja, mislim, nam je cilj, da smo v Evropi. Zdaj, kako se bojo stvari razvile na vrhu, toliko boljše, više kot smo vrščeni, toliko boljše za nas, ampak ja, upamo, da ja. Torej, kaj reči po takšni tekmi, zelo napeti v drugem polčasu, blizu ste bili vsaj točki? Ja, kaj reči, to bi ja vas treba vprašati, kaj reči. Videli ste, igrali smo dobro, došli smo v Koper iskat zmago, tako smo se i postavili, igrali smo ofenzivno, bili smo boljši nasprotnik, verjetno vseh del tekme, imeli smo priložnosti, ampak dogaja nam se to, kaj nam se dogaja već 3-4 tekme. Gubimo tekme, ki smo boljši, ki imamo vse v rokah, potem pa v zaključku nam pada koncentracija, zbranost, zlahka primamo gole in vsa ta igra, katero predvajamo, nam ide po vodi. Nažalost, v nogometu se štejejo samo pike, mi pike ne zbiramo. Igramo dobro, ampak te pohvale, od tih pohvala se ne živi, zbog takšnih pohvala mi trenerji dobivamo i otkaze, kajti mi smo tisti prvi pomladanski del isto igrali dobro, smo zbirali pike. Zdaj smo se tiste 3 utakmice dvignili precej protiv Novem mestu, protiv Rudarju in danes smo igrali dobro tekmo, ampak od te 3 tekme smo stržili samo 1 piko in to je premalo za tisto, kaj su igralci pokazali na terenu. To je takše obdobje, nekdar ti pač gre, nekdar ne gre, štejejo se pike, ali moram biti zadovoljen z igrom, moram biti zadovoljen z igralcem, kako su se postavili na terenu, kako su iskali tu zmagu. Tisti faktor sreće nam isto malo manjka, ampak gremo naprej, ne stigne se misliti na vse to, zdaj imamo za 7 dni 2 tekme, Olimpiju pa Maribor i moramo se obrnuti naprej.